Lepo pozdravljeni, dobrodošli znova v moji družbi na ETV. Danes imamo pred nami zelo zanimivo oddajo. Namreč pogledali bomo, kaj prinaša, kaj pomeni, kaj razkriva vaš prvi samoglasnik v imenu ob rojstvu. Zato najprej nekaj besed o samem imenu. Numerologija vedno črpa podatke iz imena in priimka ob rojstvu, tako kot je zapisano na rojstnem listu. Ime vemo, da se lahko spremeni s poroko, s posvojitvijo, z osebno odločitvijo. Vedno upoštevamo originalne vibracije, kot temu rečemo. In prvi samoglasnik v našem imenu nam razkriva, kaj je tisto, kar je naša dušica prinesla s seboj, ko se je utelesila. Kaj so tisti izzivi, ki jih rabimo morda, taki izzivi, katerim raje morda bi obrnili hrbet. Kaj je tisto, v čemer smo dobri, kako bi nas lahko na prvo žogo, zelo sicer na splošno morda za nekoga označili. Torej, morda se ne boste našli popolnoma v svojem prvem samoglasniku, kar je popolnoma normalno, kajti sestavlja vas celotno ime. Imamo 5 osebnih številk, ki jih izračunamo tako iz imena, priimka in rojstnega datuma, zato imamo tam celostno sliko. Torej, ko bomo naredili pregled do konca, 5 samoglasnikov imamo, bomo dobili nek tak nežen vpogled v vašo dušico, v tisto bistvo, ki je prišlo z vami na zemljico. Ne glede na to, ali verjamete v reinkarnacijo ali ne, duhovna numerologija uči, da smo se vsi prišli nečesa naučiti. In jaz vedno dodajam, če bi vsi že vse znali, takšen dolgčas bi bil, sedeli bi na oblaku, harfo bi špilali, dolgočasili bi se. Torej, a vas že zanima, kaj prinaša vaš prvi samoglasnik? Pa poglejmo najprej A. Torej, črko A povezujemo z energijo števila 1. Črka A simbolizira napredek, simbolizira korak naprej. In tudi poglejte, kako je oblikovana, podobno kot številka 1. Naprej gre, napreduje. Torej, tiste osebe, ki imate prvi samoglasnik A, to je lahko Ana, ki je prva črka v imenu, ali pa Marija, ki je prvi samoglasnik v imenu. Ste osebe, ki iščete napredek. Ste osebe, ki hrepenite po spremembi, ki iščete nove pristope. Ko govorimo o dojemanju duhovnega sveta, o dojemanju sistema, življenja, samega kot takega, ste nekdo, ki doživljate vsakega posameznika na unikaten način. Zato tudi iščete način življenja, kjer ste vi lahko unikat, kjer ste vi lahko to, kar ste, in se v temu sprostite. Poglejte še enkrat tole črkico A. Kako stoji? In se potem sprosti in poveže z drugimi. Torej, kadar ste varni v temu, da ste, kdor ste, kljub temu, da imate veliko pionirskega duha v sebi, da znate biti zelo samostojni, zelo neodvisni, mogoče celo malo puntarski vsake toliko časa, pa potrebujete ta občutek varnosti, da se sprostite in da v resnici ste, da zadihate, da oddajate svojo energijo. In ravno s tem druge spodbujate, da tudi to storijo. Ravno s tem drugim pomagate, da začnejo razmišljati, kdo pa sem jaz? Kdo pa želim biti v družbi jaz? Kakšna oseba želim biti? Kakšno energijo želim dati? Kajti ta strešica, če rečemo, oddaja energijo. Torej ste oseba, ki veliko sebe razdaja, oddaja in je takšna, kakršna je. Se pravi, ne jemljete energijo zase, razen, kadar ste resnično zelo prizadeti, kadar potrebujete zdravljenje, kadar potrebujete odmik. Takrat pa je zelo pomembno, da se naučite postaviti mejo tako drugim, kot tudi sebi. Kajti včasih, ko zajemamo energijo, če smo v stiski, če smo v bolečini, če smo utrujeni, če smo morda bolni, bom rekla, ne pregledamo ravno, kaj vse zajamemo in znamo zajeti slabo in dobro. Torej, kadarkoli pa je življenje prenaporno, si vzemite tisti potreben čas za sebe, da znova preudarite, kdo ste vi, kaj ste vi in kdo želite biti. Še enkrat bom ponovila, ste oseba napredka, ste oseba spremembe, torej vedno znova iščete pot naprej, iščete nek način, kako boste prišli, z glavo skozi zid. Torej, kadarkoli ste v stiski, ste v stresu, si dajte ta potreben čas, da se sploh spočijete in da sploh znova zdefinirate, kdo in kaj vendarle vi ste, vi želite biti in kam greste. Včasih je treba tako kot krmilo na ladji, na čolnu poravnati vašo smer. Ne biti preveč impulzivni, ne biti preveč hitri, včasih se resnično potrebno samo ustaviti, zbrati svoje misli in potem narediti tisti korak naprej. Tisti, ki imate samoglasnik E kot prvo črko v imenu, oziroma kot prvi samoglasnik v imenu, pa ste osebe, ki potrebujete veliko spontanosti, veliko svobode, veliko svoje lastne energije, ste včasih uporniški, sploh tisti, ki imate več E-jev v imenu, ste osebe, ki iščete drugačnost, ste osebe, ki ne obsojate drugačnosti
Ker pa to ni vaše osebno število ali seštevek imena, pa je vprašljivo, koliko te drugačnosti resnično v življenju potem tudi vi izkazujete svetu. Torej, lahko da ste zelo radovedni, lahko da vas stvari, eksotične stvari, nenavadne stvari, mogoče celo malo drzne, prepovedane, tuje stvari privlačijo. Ni pa nujno, da boste po njih posegli. Torej, to je ena taka lekcija tega števila, ali boste si drznili ali ne in kaj so tisti kriteriji, ki v resnici odločajo, ali boste po morda prepovedanem sadežu dejansko posegli, ali si boste sploh drznili po temu upati in sanjati ali ne. Število 5, ki je povezano s črko E, povezujemo s svobodo, z nihanjem, z drznostjo, tako kot seštevek letošnjega leta, zato je toliko sprememb in negotovosti. V vašem primeru pa to pomeni, da znate biti temu odprti. Torej, na spremembe se ne odzivate vedno negativno, ampak ste bolj kot neradovedni, tako kot mucek. Morate malo pogledati, kaj se zdaj dogaja, kaj mi to prinese, kaj lahko jaz poskusim. Znova pa bom ponovila, ni nujno, da te stvari potem ostanejo trajne. To pomeni, da vas lahko nekaj zelo zanima, da poskusite, da se pri tem zabavate, da pri tem morda tudi druge povabite zraven, ker se radi družite. Ni pa nujno, če čisto po domače rečem, lahko v nekaj zelo noter padete, ni pa nujno, da bodo te navade, da bodo te novodobne šege ostale z vami. Torej, ste bitje, ki je resnično zelo v trenutku, ki zna uživati v trenutku, ki zna biti zelo strastno, tudi impulzivno včasih, ni pa nujno, da je potem ta kontinuiteta vedno prisotna. In tukaj se potem pojavi izziv. Kaj pa se zgodi, ko je vam dolg čas? Kaj pa se zgodi, ko se nečesa naveličate? Kako hitro se nečesa naveličate? Ali znate v dani rutini, v vsakodnevnih obveznostih dodati tisti ščepec nenavadnosti, ščepec strasti, ne glede na to, koliko časa počnete eno in isto? Pa lahko govorimo o službi, ali pa o družbi, torej v medsebojnih odnosih, v partnerstvu ali pa v sosedskih, sodelavskih odnosih. Ko vam postane dolgčas, je tisti ključen trenutek, v katerem je prav, da najdete vi tisto draž in jo znova obudite. In ravno to je vaše darilo vaši lastni okolici. Na nek način jih vedno znova opominjate, da vedno se lahko najde nekaj novega, nekaj razburljivega, nekaj bolj spontanega in predvsem bolj svobodnega. V letošnjem letu je tako predvidevati, da se nekoliko lažje kot ostali soočate z vsemi temi ukrepi in spremembami, ko vendarle na koncu dneva več ne vemo, kaj velja in kaj ne, še manj pa vemo, kaj nam prihodnost prinaša. Torej, znate najti nekaj razburljivega v temu lažje kot ostali. Tisti, ki imate samoglasnik, prvi samoglasnik v imenu I, pred vami pa so izkušnje in lekcije zdravljenja. Torej, I povezujemo s številom 9, število 9 pa povezujemo s sočutjem, s povezovanjem, celostnim povezovanjem celega sveta, celotnega univerzuma. Zapravi, vsi smo eno, mi tako je o Jasenki, izvira iz Indijancev, je pravzaprav razlaga števila 9. Vsi smo povezani. Zelo znate razumeti, da kljub temu, da ste le en delček sveta, ste povezani s celotnim svetom in da cel svet vpliva na vas. In če pogledamo črko I, kako lepo pokončna je. Znate biti pokončni, trdni, odločni, zaščitniški celo do drugih. Moje vprašanje vam pa je, kolikokrat ste zaščitniški in nežni do sebe? Kolikokrat ste sami sebi ta steber moči in kolikokrat imate ravno tak občutek, da vas nihče ne zaščiti, da se vi ne morete na nekoga nasloniti, da nimate opore v svoji okolici. Kolikokrat morda, ko ste pa vi v stiski, imate občutek, da ste ločeni od sveta, da več niste del te enosti. To je ena velika lekcija tega števila, kajti tako kot smo sočutni do drugih, tako kot se učimo biti sočutni tudi do tistih, do katerih morda menimo ali pa za katere morda menimo, da si sočutja ne zaslužijo zaradi določenih svojih izbir, odločitev in dejanj, tako se učimo tudi biti sočutni do sebe. Torej, lekcija, ki vam jo prinaša tale samoglasnik, je biti nežni tudi do sebe in do tistih, za katere vi menite, da po takšnih in drugačnih standardih si ne zaslužijo vašega razumevanja, si ne zaslužijo sočutja. Kajti, če tako pogledamo, ta rek, vsi smo eno, nam tako zelo paše, ko se primerjamo z Dalajlamo, ko se primerjamo z osebami, navadami, deli sveta, ki nam prijajo. Malo manj se poistovetimo s, ne vem, morilci, z vojno in tako naprej. Ampak tudi to je del enosti, tako visoke kot nižje vibracije, tako dan kot noč. In ta I
po vašem imenu vam pomaga to razumeti in na to znanje predajati naprej. Vaša dušica je zelo povezana s svetom, zato v teh negotovih časih morda zaznavate tujo stisko, morda zaznavate energijo tudi ljudi iz drugega konca sveta. In ta energija ni vaša. Torej, pravzaprav se učite prepoznavati, kaj je vaše in kaj ni, kljub temu, da ste del enosti. Kar je prav lekcija tudi vseh nas, ne nazadnje. Tisti, ki imate prvi samoglasnik O. O je zelo podoben tudi številu nič, O povezujemo pa sicer številom 6. Simbolizira ljubečo energijo, simbolizira skrbno energijo. Vsi tisti, ki imate prvo črko O v imenu, pomeni, da ste izjemno skrbni, zaščitniški in mogoče malo podobno, kot sem prej rekla za I, je velikokrat kovačeva kobila bosa. Kolikokrat ste do sebe nežni. Sodite med tiste ljudi, ki jim zelo veliko pomeni družina, dom, korektnost v odnosih, iskrenost v odnosih, romantika. Zelo ste pozorni, zelo znate biti čuječi, zelo znate biti pozorni na podrobnosti. Ko vam je do nekoga, vam bo mar za to osebo, vas bo zanimalo, kaj to osebo osrečuje, kaj pa te osebi ni všeč. Podobno v življenju je prav, da se čim večkrat ustavite in si namerno vzamete čas za to, da sebe vprašate, kaj je tisto, kar je vam všeč, kaj je tisto, kar vas bogati, kaj je tisto, zaradi česar vi dobesedno zacvetite. Število 6 lahko povezujemo točno s cvetom. Kaj je tisto, kar vas tako zelo napolni z radostjo in z ljubeznijo, da vi zacvetite in potem to ljubezen, to radost, to navdušenje dobesedno delite s svetom. To je vaše največje darilo, ki ste ga prinesli s seboj, seveda pa število 6 prinaša tudi lekcije. Ljubezen do sebe pomeni, da bo potrebno v življenju postavljati mejo tudi ljudem, ki so vam zelo blizu. To seveda nikoli ni lahko. Ne bo toliko lekcij v vašem življenju, kot če bi recimo se število 6 pojavilo v kakšnih izmih osebnih števil, ampak vseeno bodo situacije, v katerih je bolj prav, da rečete ne in poslušate sebe, svoj srček. Vas kar takole vprašam, kolikokrat ste šli čez sebe, pa ste sebe na nek način zatrli, pa se niste prisluhnili, zato da je bil mir pri hiši. Zato da se, dajmo zdaj to narediti, pa bo mir. Kolikokrat je bil ta mir tako zelo pomemben, da ste sebe zanikali. In pravzaprav s tem niste naredili nič mirnega. Poskrbeli ste za druge, poskrbeli ste, da je drugim prav, morda pa na drugi strani je tista oseba potrebovala ravno mejo. Nekdo, ki se mu nikoli ni reklo ne, nekdo, ki se nikoli ni naučil, da smo si ljudje različni, potrebuje izkušnje, v katerih se jim ali mu ali ji reče ne. Torej naslednjič, ko boste v situaciji, ko vam nekaj ne bo prav in boste pomislili, še tole, potem pa kakorkoli, dajmo tole zdaj narediti, da bo mir. Ta mir do vas ni miren, torej postavite se za sebe. In takrat, ko boste resnično v svoji polni moči, kot smo rekli, število nič je podobno O-ju, greste lahko na vse. Število nič povezujemo z vse ali nič, torej tudi vi ste tip človeka, ki lahko od sebe da vse, ko pa se vam nekaj resnično zameri, pa ta vse postane nič. Zelo bi bilo dobrodošlo, če bi znali to zbalansirati in skomunicirati, če morda to do sedaj še ne gre, kdaj vam nekaj ni všeč in tako postaviti mejo, preden gre ta vse je to kul v nič. In imamo še črko U, osebe, ki imate prvi samoglasnik U, ste zelo ustvarjalne osebe, ste zelo navihane osebe včasih, zato vas včasih tudi malo neresno jemljajo. Predvidevati je, da ste deležni očitkov, da ste otroči, da kako pa se obnašate, da tem letom vašim pa res to več ni primerno. Število U namreč povezujemo z številko 3. Ne število, črko U, pardon. Poglejte U, zajema. Ste kot čaša. Ampak vi ste tisti, ki odloča, kaj se bo zlilo v to čašo, kaj bo šlo v to čašo, kaj boste vi nalili v čašo vašega življenja. Komu dopuščate, da naliva v čašo vašega življenja? Zakaj? Koliko časa se naliva v čašo vašega življenja, tako da se samo dno prekrije, ali do polovice, ali na 3/4, ali tako da čez teče, ali je kupček, ali šprica. Vi imate zelo bujno domišljijo, tako da verjamem, da ste si tole zelo plastično predstavljali. Vi ste tisti, ki odloča, kaj nekako, tako kot magnet, pritegnete v svoje življenje, kako s tem ravnate, kako s tem ustvarjate.
Ste bitja kreative, ste bitja, ki potrebujete dinamiko, domišljijo, barve, dogajanje v življenju, potrebujete se počutiti žive. In tukaj leži tisti največji izziv števila 3. Včasih se počutimo žive sredi drame. Včasih se počutimo žive šele, ko nekaj postane zelo intenzivno, šele, ko nas je strah, šele, ko smo morda ljubosumni, šele, ko nas nekaj zaboli. Včasih namesto, da bi se v miru, v občutku varnosti, v občutku tudi navajenosti, počutili dobro, iščemo nekaj, kar bo doprineslo k intenziteti, k temu občutku, da smo živi, da se nekaj premika, raste, razvija. Kajti, ko smo mrtvi, je vse mir. Nič se več ne premakne, nič se več ne spremeni. Zato včasih, po domače povedano, tudi provociramo, da vidimo reakcijo druge osebe, da vidimo reakcijo v samem življenju, v nas. Torej, včasih morda sami sebi, roko na srce, zakomplicirate življenje brez večje potrebe. Bodite pozorni, kdaj morda pa vseeno naredite iz muhe slona, bodite pozorni pa kdaj morda prehitro odnehate, kajti domišljija gre vedno lahko v plus ali v minus, torej lahko prehitro vidite, da nekaj ne bo šlo, pa niti več ne iščete rešitve, to je, kadar naša domišljija deluje negativno, ali pa ravno obratno, vztrajate predolgo časa. Spravi, tako en kot drug pol, kot vidimo zdaj kot je postavljen, lahko deluje na vaše življenje, vi pa ste tisti, ki odločate, ali boste šli v plus ali v minus, da mogoče malo abstraktno rečem. Torej, življenje pred vami vam bo dalo veliko možnosti, v kateri boste obarvali, obogatili, ilustrirali življenje svoje okolice. Če je v vaši okolici oseba, ki je izrazito racionalna in preresna, seveda se s to osebo po vsej verjetnosti ne boste dobro razumeli, kar pa ne pomeni, da ne boste v določenih trenutkih ravno tisti sonček, ki ga ta oseba potrebuje. Tako, pogledali smo naše prve samoglasnike imena, zdaj pa vendarle začnimo še teden. Kaj nam prinaša tale teden? Predvsem izzive zaupanja v sebe. Predvsem se bomo spraševali, kdo sem, kaj sem, zakaj sem. Vse to so tudi vprašanja, ki si jih redno postavljate tisti, ki imate število življenjske poti 1, kot že vidite za menoj. Dajmo pa še na hitro ponoviti, kako število življenjske poti izračunamo za tiste, ki me spremljate prvič. Torej seštejete svoj rojstni datum do ene same številke, toliko časa, da dobite samo eno. Imate tudi na ekranu primer, mi pa bomo zdaj naredili še pregled od 1 do 9. Torej, enke v tem tednu niste tiste, ki se boste zelo spraševali, kaj, zakaj, kako, ampak se boste bolj kot ne spraševali, kdaj. Namreč niste nagnjeni k nezaupanju vase, kljub temu pa bi se lahko dvom ta teden pojavil. Tukaj ste predvsem zato, na splošno gledano, da druge inspirirate, da jim pomagate, da jih spodbujate pri temu, da dosegajo svoj najvišji cilj. Seveda pa se ne hudovati na sebe, če je ta kdaj vendarle že, bo ta moj preboj in ta prava sprememba prepozen po vaših merilih, ker ste zelo, zelo hitri, ker znate bliskovito odreagirati, seveda si tudi rezultatov želite hitro ali hitreje kot večina in kadar to ne gre in letos to res ne gre, ko naredimo en korak naprej, pa 6 nazaj, pa 2 v levo, pa 3 v desno, pa smo potem spet tam kot prej. Torej letos nič ne bo šlo na hitro, ne biti nestrpni, ne si želeti premikov prehitro, kajti po vsej verjetnosti tisti premiki, ki bodo zelo hitri in bliskoviti letos, nas bodo pripeljali nazaj na začetek. Tisti, ki imate število življenjske poti 2, pred vami je teden, v katerem bi lahko na področju odnosov z najbližjimi se pojavila vprašanja, ali tej osebi lahko zaupate ali ne. Lahko bi prišlo tudi do kakšnih nesporazumov, lahko bi se vi pojavili v poziciji tistega, ki se bo zdelo, da je izdal zaupanje nekoga. Torej, bodite previdni, če nekdo z vami deli nekaj, neko razmišljanje, neka dejstva, dajte v tem tednu raje povprašati, ali je to javnega značaja, ali je to samo med vami in to osebo. Kajti hitro se zgodi, da nekdo tako zelo sproščeno nekaj deli z nami, da mislimo, da tako to počne z vsemi in da vsi to vejo, potem pa na koncu izpademo mi tisti grdi, ki smo ščvekali. Torej v tem tednu previdno tudi, kaj boste vi o sebi razlagali drugim, ker bi vas lahko narobe razumeli in bi potem tudi dezinformacija šla naprej, kljub temu, da ste vi bili tisti avtor, saj veste, vsako besedo lahko obrnemo na glavo v plus ali v minus, torej v komunikaciji biti previdni, izražati se jasno, razločno in predvsem kratko. Torej, v tem času, če bi se zgodilo, da imate občutek, da je pa vas nekdo izdal, dajte morda počakati, da se teden konča. V naslednjem tednu nas bodo energije veliko bolj podpirali in se boste tudi lažje s to osebo usedli, pogovorili, poprašali in razčistili. Morda v tem tednu zato ni najboljši čas. Tisti, ki imate število življenjske poti 3,
Pred vami je čas, ko bi se lahko počutili v določenih situacijah nemočni ali šibki. To ne pomeni, da je v resnici temu tako. To pomeni, da morda točno v teh situacijah je potrebna sprememba. Morda boste pa ugotovili, da v bistvu vas nekaj sploh več toliko ne veseli, kot vas je. Morda boste ugotovili, da je pa res čas, da zamenjate svojo okolico. Morda tudi osebe v vašem življenju, kajti ni lepše, če imate v svoji bližini nekoga, ki vas podpira, ki vas razume, ki vam vedno znova pove, da ste v redu, da zaupa v vas, da boste vse speljali tako, kot je treba, ali osebe, ki vedno znova vas kritizirajo in vam govorijo, da je z vami nekaj narobe. Kajti roko na srce, vi ste tisti, ki ste kot cheerleaderca, ki radi navijate, ki radi spodbujate, ki radi pomagate, ki radi poiščete rešitve za druge ljudi in ker pa ste zelo ustvarjalni, pa verjetno te rešitve niso ravno najbolj vsakdanje. Torej, izbirajte ljudi v svoji bližini, ki imajo enako bujno domišljijo, ki so enako pozitivno naravnani. In če boste v tem tednu opazili, da morda težko najdete to pozitivo, da ste težko optimistični, se potolažite, da to je samo ta teden. Pri vseh nas bo pritiskal na gumbe tega, v kaj zaupamo, v kaj verjamemo in predvsem v naše lastne zaupanje v sebe. In to je ena izmed lekcij v vašem življenju. Do katere mere zaupate v sebe in do kam dopuščate drugim, da določajo to zaupanje. Torej, ta teden po vsej verjetnosti se bo vsaj ena taka situacija pojavila, v kateri se bo morda vaše zaupanje malo zamajalo. Nemo pustiti. Število življenjske poti 4. Pred vami je teden, v katerem si boste želeli biti zelo praktični, v katerem boste želeli stvari speljati do konca, v katerem boste morda želeli tudi malo počivati, predvsem pa si boste želeli neke definicije. Vsaj nekje v življenju si boste želeli končno vedeti, zakaj se gre, kam se gre, kdaj se bo tja prišlo, kakšno bo vreme, ko bomo tam. Torej, iskali boste potrditve, odgovore, predvsem pa definicije. Včasih to v življenju ne gre. V letošnjem letu mislim, da težko definiramo karkoli, niti ni temu namenjeno, kajti tako nas pretresa ravno zato, da najdemo vse tisto, na kar smo morda pozabili. In vi ste bitje, navade, rutine, zanesljivosti. Torej, vse te spremembe, ki se letos dogajajo, verjetno vas ne polnijo z navdušenjem, polnijo pa vas spoznanje o sebi. Kaj je tisto, kar morda pa niste nikoli pomislili, da vam je všeč, ker nikoli niste pomislili, da bi poskusili. Torej, predvsem v tem tednu, če vas bo nekaj zelo, zelo ziritiralo, torej, če vam bo šlo nekaj zelo na živce, točno temu se dajte posvetiti. Veste, kaj pravijo, tisto, čemur se najbolj upiramo, tam nas čakajo največje nagrade, največji blagoslovi in predvsem največje spoznanje o sebi. Torej, v tem času, če bi se dvignil strah, če bi se dvignil občutek, da nikoli ne bo bolje, se potolažite, da to je samo občutek, ki je seveda vrljiv in še vsak občutek je minil. Torej, tudi ta teden bo. Število življenjske poti 5. V tem tednu bi se mogli počutiti v redu, v tem tednu bi se mogli počutiti nekoliko bolj lahkotni kot sicer. Seveda pa tudi vi ne boste šli vplivom tega tedna, ki prinašajo vprašanje, ali sem dovolj dober, ali sem dovolj sposoben, ali sem vedno ravnal prav. Torej, v tem tednu si vzemite čas za vse tiste stvari, za katere ste morda do sedaj iskali izgovore, kako zelo vi niste krivi, vsi jih kdaj, ne samo vi. In se vprašajte, kaj bi v dani situaciji lahko naredili bolje. Kadarkoli govorimo o takih obdobjih, kot je tale teden, govorimo pravzaprav o času, ko nam življenje položi pred noge neke vrste retrospektivo, v kateri najdemo svoje napake, zato da se iz njih naučimo. Temu ni nič slabega, v vas ni nič slabega, vsi smo se že kdaj kaj zmotili. Zelo pomembno pa je v tem času, da ne padete v mehanizem bega, da ne rečete, to zdaj več ni pomembno, to je minilo, koliko časa je že od tega, zdaj itak nič več ne morem, zdaj je, kar je. Vse te besede naj ne sodijo v ta teden, ampak se raje vprašajte, kaj se lahko iz tega naučim in naslednjič drugače naredim. To seveda velja za vse nas, ampak v tem tednu za vas še toliko bolj. Vse ta nihanja, vse te spremembe vi letos daleč najlažje prenašate kot drugi, torej lahko vse nas inspirirate. Vseeno pa bodo letos trenutki tudi, ko bo vam življenje reklo, hopce fizel, ustavi se malo in poglej vase. Število življenjske poti 6. Pred vami je teden, v katerem bi morda lahko dvomili o kakšni zelo bližnji prijateljici ali prijatelju, mogoče tudi svojemu partnerju. Torej, govorimo o vaši ožji okolici, govorimo o občutku zaupanja v sebe, v vašo primarno celico, v vaš lasten srček. Ste tip človeka, ki se odloča v življenju s svojim srcem, ki zelo čuti,
ki hrepeni po domu, po varnosti, po romantiki, po ljubezni, po vsej pravličnosti, ki jo življenje nudi. Zato tudi vi znate ustvarjati naravnost pravlične situacije, pravlična presenečenja, ne dvomiti v sebe. Ljudje smo si različni. Sigurno v življenju vam bo kdaj prekrižal pot kakšen človeček, ki pa mu mogoče vaša pozornost ne bo pogodu, ker je raje sam, ker je morda introvertiran, ker je morda ravno kar bil prizadet ali prizadeta, seveda velja za oba spola. Ne jemljite nase, če na drugi strani vaša pozornost ni sprejeta s spoštovanjem in hvaležnostjo. In zato niste krivi vi, ne pa vztrajati tam. Torej, lekcija, ki bi se v tem tednu lahko pojavila za vas je, kje in kdaj vztrajate preprosto predolgo, kje morda pa je zdaj res čas, da spremenite vi svoj odnos do te osebe, do tega odnosa, do te situacije. Pa naj gre za partnerstvo, ali morda za službo, ali morda za vaše poslanstvo, ali vaše sosede. Ni važno. Spremenite svoj odnos do tega. Število življenjske poti 7. Pred vami je teden, v katerem bi se lahko vsi možni dvomi in vse možne variante, ki bi se lahko zgodile, kadarkoli pojavile. Tudi vaš bo zelo aktiven, analizirali boste stvari, iskali boste dlako v jajcu, kar je super, ker pomeni, da boste lahko dejansko definirali stvari, ki naj ostanejo in stvari, ki naj grejo. Ne pa ostati samo pri definiciji, če vas nekaj zmoti, če vidite, da morda bi želeli dvigniti kvaliteto določenim odnosom, določenim navadam, sami sebi ne nazadnje, je prav, da nekaj tudi s tem naredimo. Vztrajati vedno pomeni, da smo v tem aktivni, sicer govorimo preprosto o lenobi. Torej, kje morda ostanete in ostajate samo pri teoriji. Pri teh primerih bo ta teden, bom rekla, kar zahteven. Kjerkoli morda ste se zataknili ali v izgovor, ali v to, da se moram še malo razmisliti, pa to še ne vem, kdaj bom, pa tako. Vse to so izgovori. Bodite pozorni, kje vas energije dejansko potiskajo naprej in spodbujajo, da zdaj pa končno čas za spremembo. Ker veste kaj? Res je čas za spremembo. Število življenjske poti 8. Pred vami je čas, v katerem vi odločate, kaj ja in kaj ne. Torej, če bi se pojavil dvom, če bi se pojavile situacije, ki bi se zdele enostavno preobsežne, prezahtevne, je na vas, da rečete, jaz se odločam, da mi bo to pot uspelo. V življenju se vedno zgodi, da se nam včasih nekaj posreči takole na 1, 2, 3 in včasih se vleče, prelaga, korak naprej, 6 nazaj in tako naprej. V letošnjem letu nas obdaja zelo dinamična energija, zato bi se lahko pojavil tudi občutek, da je vsega preveč, da ne zmorete zadanega, da ne zmorete novih stvari, da več ne dohajate. Nič hudega. Samo človek se. Torej, če potrebujete, si vzemite več časa za počitek, za sprostitev, počnite pa tisto, kar vas polni z energijo, tisto, kar vam pomaga pri koncentraciji in pri tem, da naredite te potrebne korake naprej. V tem tednu pa si drznim trditi, da boste neke prioritete postavili drugače. Torej, boste malo reorganizirali svoj čas, svoj urnik in tisto, kar je vam najbolj pomembno in kar boste postavili na prvo mesto in jaz iskreno upam, da sebe pri tem ne boste pozabili. In še število življenjske poti 9. Pred vami je čas, ko bi se lahko oglasile določene misli iz preteklosti, občutki nesposobnosti, občutki, da so vam priložnosti spolzele iz rok. Kadarkoli nam nekaj res ni namenjeno, se to resnično ne zgodi. Jaz zelo verjamem, da tisto, kar nam je namenjeno, temu ne moremo uiti. Je sicer res, da takih stvari v življenju manj, kot bi si morda sami želeli, ampak definitivno pa tisto, kar je vaše, dragi moji, vam ni ušlo. Nikoli vam ni ušlo. Torej, v tem času, če bi se pojavile misli o preteklosti, o osebah, o priložnosti, ki se zdijo, da so šle mimo, da ste jih izgubili ali da ste jih celo zamočili, se dajte potolažiti. Saj ste vendarle še vedno tu, veste, koliko priložnosti še bo. Tudi zato, da ga boste še kdaj kaj zamočili. Tako kot mi vsi. Torej, dragi moji, tole je bil pregled čez teden. Jaz vam želim en teden, v katerem boste znova našli svojo samozavest, v katerem boste znova zaupali vase, v katerem boste rekli, ok, morda ni šlo v prvo, morda ni šlo v drugo, ampak sigurno nekoč bo šlo. In če boste prepoznali, da nekaj resnično več ne resonira z vami, da ni več na istem nekem nivoju, kot ste vi, brez slabe vesti, ohranjajte visoko vibracijo. Upam, da se vidimo tudi naslednji teden ob 8. zvečer na ETV. Govorili bomo pa že o mesecu maju, torej vabljeni v mojo družbo. Če vas zanima več o numerologiji, pa tudi na mojo spletno stran www.lili-sorum.com. Čudovit preostanek ponedeljkovega večera vam želim. Pa, pa!